Naslednji program so omogočili prijatelji in sodelavci misionarske skupine Joyce Meyer. Koliko izmed vas je prebralo mojo knjigo Moč misli? V redu. Upam, da nimate nič proti, če ta konec tedna poučujem iz te knjige. Čeprav ste nekateri prebrali to knjigo, vam zagotavljam, da bom povedala stvari, ki jih ne najdete v knjigi. Verjamem, da je to ena najbolj pomembnih stvari, ki jih lahko učim, kajti misli imajo izredno moč. Ne samo to, da so misli izredno močne, ampak se vaše misli spremenijo vaše življenje in vašo prihodnost. Gotova sem, da ste slišali pregovor, pove, kar misli. Če sem iskrena, uspeh in zmage so v našem umu. Tu je začetek. V umu se lahko usmerite k zmešnjavi in v umu se lahko usmerite k zmagi. Eden izmed vzrokov, zakaj ljudje vložijo toliko sredstev v um, je, da je to področje težko kontrolirati in ga držati pod kontrolo. Jaz verjamem, da se dnevno moramo odločiti, da bomo misliti dobre stvari in ne slabe. To moramo storiti namenoma. Ne morete misliti, da se bo kar samo zgodilo. Tega si ne pridobite samo z molitvijo, je namreč nekaj, kar morate storiti namenoma. Je bojno polje. Satan nas napada na tem področju. Če mu uspe, da verjamemo lažem, potem smo zapeljani. Prevara je grozna, ker mi verjamemo nekaj, kar ni res, pa vendar postane del realnosti. Naj bom jasna. Tukaj so ljudje, ki so bili prevarani. Tam so ljudje, ki gledajo televizijo in so prevarani. Mogoče ste kristjani. Mogoče obiskujete cerkev že 20 let, vendar ste razočarani v nekaterih področjih vašega življenja. Dala vam bom primere svojega življenja. Moj oče me je spolno zlorabljal v mojem otroštvu in zlorabil me je tudi na druge načine. Zaradi tega sem verjela laži, ki mi jo je Satan prišepetoval, da bom drugorazredna v življenju. Verjela sem mu. Verjela sem, da ne bom imela tako dobrega življenja, kot bi ga lahko imela. Bila sem zlomljena in bila sem zmedena. Bila sem pokvarjeno trgovsko blago in da me noben moški ne bo hotel za ženo. In če tudi bi se poročila in bi on to izvedel, kar se mi je zgodilo, verjetno ne bi hotel več. To seveda ni res, glede na Božjo besedo. Saj sami vidite, da mi je dal veliko boljše življenje, kot sem si ga mogla kdajkoli predstavljati. Vendar sem morala poprej spremeniti svoje mišljenje, da se je vse to zgodilo. Morate se naučiti misliti pravilno, preden lahko pravilno živite. Bog ima dober načrt za vas, vendar če mu ne verjamete, potem ga ne bo mogel izpolniti. Ne morete misliti, da je za nekoga drugega. Vi morate verjeti in razumeti, da je ta načrt za vas. Pregovori 23:7. Kaj človek misli v srcu, takšen je. Jaz rada rečem, kjer so misli, tam je tudi srce. Ta konec tedna smo v Hrši, Pensilvanija. Če ste prišli sem z mislijo na čokolado, jo boste dobili, preden odidete. Sedaj je tako, kot je. Mi smo to, kar mislimo. Mi vsi govorimo samim sebi in način, kako govorimo, je ena najbolj pomembnih stvari v našem življenju. Nihče ne more iti preko tega, še posebej, kar mislite o samem sebi. Nikoli ne morete stopiti preko tega, da bi bili mogočnejši kot to, kar mislite o sebi. Misel nas pripelje k dejanjem. Če dovolj časa mislite o tem, kar vam je nekdo storil, boste naslednjič jezni, ko ga srečate. Izrekli boste nekaj, kar ne bi smeli. Obnašali se boste na način, ki ne bo spodoben. Tega se morate naučiti. Nočem, da bi to spregledali in razložila sem tudi v knjigi, ki vam je na voljo. Zakaj kupiti knjigo, če poslušam predavanje na to temo? Zato, ker mislim, da lahko z enkratnim poslušanjem ali enkratnim branjem osvojite snov. Je ena izmed največjih napak, ki jih lahko napravimo.
Mi imamo previsoko mnenje o samem sebi, kajti znova in znova moramo ponavljati določeno stvar, da spremenimo svoj Zjutraj sem prebrala nekaj zanimivega, ko avtor govori, da izvira 90% našega ravnanja iz podzavesti. Torej je skoraj vse storjeno iz navade, iz podzavesti, ki se ji ne moremo odreči, ampak jo lahko razrečimo. To je tako, kakor bi imeli stoječo in pokvarjeno mlako vode, kar predstavlja nekatere dele našega uma, preden je Bog prišel do njih in nas naučil pravilnega mišljenja. Koliko izmed vas bi se s tem strinjalo? Vaš um je kakor stoječa mlaka umazane vode, mislim na sumničenja, napačne fantazije, hudobne misli, jezo, požrešnost, nezaupanje in tako naprej. Torej, stoječa smrdljiva mlaka vode in to, kar lahko storite, je, da vsipljete dovolj klora v vodo, da postane pitna. In isto je z vašim umom. One stvari bodo še vedno prisotne v vaši podzavesti, vendar lahko vnesete toliko Božje besede, da boste prenovili svoj um. One stvari ne bodo prihajale na površje, ker najprej bo prišla resnica Božje besede. Amen. Moramo se naučiti, kako misliti kaj namenoma. To je bilo najbolj močno odkritje v mojem življenju, ker si nisem mogla predstavljati, da imam svoje lastno mišljenje. Nikoli se nisem spraševala, odkot prihaja moje mišljenje. Leta in leta sem obiskovala cerkev in se nisem niti mislila, da je hudič vsadil misli v moje mišljenje. Če ne bi poznala Božje besede, ga ne bi prepoznala, ko mi je lagal in bi živela tako, kot sem mislila. Če se zjutraj zbudim in mislim, da sem potrta, potem bi tako ostala ves dan. Če sem se razjezila na Davida, nisem imela nobenega nadzora nad mislimi, da bi ravnala logično in razumno po Božji besedi, ampak sem se še 2 ali 3 dni jezila nanj. Potem so prišle nove misli, ko sem se začela jeziti na koga drugega. Zame je bilo izredno odkritje, ko sem se zavedala, da nekatere misli niso moje. Nekatere misli se niso nanašale na moje okoliščine. Satan je veliko tega odvrgal v moje mišljenje, ker je hotel kontrolirati moje življenje. Ob tem so se mi odprle oči. Drugo odkritje se mi je porodilo ob dejstvu, ko sem uspela odstraniti slabe misli in jih nadomestiti s tistimi, ki so mi pomagale. V začetku je bil velik boj, ker sem imela veliko preveč napačnih navad. Sveto pismo pravi, da lahko odstranimo slabe navade in spremenimo naš um z Božjo besedo. Nekateri izmed vas ste navajeni tega načina, zopet drugi stojite nocoj pred novimi vrati. Kaj, ali si lahko stvarim svoje mišljenje? Če zjutraj stanem potrt, ali ti, Joyce, misliš, da ne bi treba biti ves dan potrt? Ko se zjutraj zbudite in mislite, da to ne bo dober dan, potem recite: Satan, ti si lažnivec. To je dan, ki ga je naredil Gospod, veselila se ga bom, to bo čudovit dan. Vendar kaj ljudje ponavadi naredijo? Ko ugotovite, da ste depresivni, začnete iskati stvari v življenju, ki vam manjkajo. Vse okoli vas in vsakdo vas vznemirja. Vi ste bili slabe volje, ko ste se vstali in potem zopet ležete nazaj v posteljo. Je vsakdo, ki ga poznate, slabe volje, ker so utrujeni od vašega pripovedovanja. Vsemu temu bi se lahko izognili, če bi samo rekli: to ni dobra misel. To ni Božja misel. V Jezusovem imenu jo zavržem in mislila bom nekaj, kar mi koristi. Tam sem bila in sem že dovoljkrat šla okrog te gore, ne bom dopustila, da hudič še naprej nadzoruje moje življenje. Ko sem dolgo časa hodila v tem, so se mi zdeli celi dnevi eno samo bojevanje. In prehodila sem kar nekaj. V tem trenutku življenja ni več toliko bojevanja, ker sem se naučila ravnati tako, kakor vas učim.
Za tiste, ki prvič slišijo o tej stvari ali so že slišali, vendar se niso ravnali po njej, jih spodbudim, da bi se začeli ravnati po njej. To je moč mišljenja. Hočem vas podučiti, kako izbrati tiste misli, ki vam koristijo. Hočem vas poučiti, kako vsak dan izberete miren prostor in namenoma izgovorite tiste besede, ki so v skladu z Božjo besedo, da bi tako prenovili vaš um. Pojdite na miren prostor in mislite stvari, ki prenavljajo vaš um. Miselne ure. Veliko sem jih imela, vendar so bile vse napačne. Tako sem utrujena in bolna. Ker samo jaz delam. Vsi me izkoriščajo. Jaz vedno delam. Mislite, da me kdo ceni? Ne. David gre igrati golf. Otroci gredo ven in se igrajo. Jaz počistim hišo in ko oni pridejo nazaj, spet se naredo. Ponovno počistim. Jaz sem tako bolna in utrujena tega življenja. Sovražim to, sovražim ono. Ali veste, o čem govorim? Sovražim mojo službo. Nekaj vam povem, tam zunaj so ljudje, ki so brezposelni, bi zelo radi imeli vaše delo. Sedaj imam miselne ure približno 29 let vsak dan. To je dan, ki ga je naredil Gospod, veselila in radovala se ga bom. O, Gospod, pokaži mi, za koga sem lahko danes blagoslov. Blagoslovi me in naj tudi jaz blagoslavljam. Gospod, sprejmi moje besede in meditacije mojega srca. Gospod, postavi stražo pred mojimi usti, tako da ne bom grešila pred teboj s svojimi usti. Izkaži mi naklonjenost, kamorkoli grem. Veselim se današnjega dne, to bo čudovit dan v mojem življenju. Pričakujem, da boš naredil nekaj dobrega v mojem življenju danes. Sedaj hočem, da me poslušate. Jezik je povezan z vašimi čustvi. Ko sedite in govorite prazne besede, se vaša čustva vse bolj pogrezajo. Vaše počutje se vedno bolj slabša. Če samo sedite tukaj in izrečete te pozitivne stvari iz Božjega sveta, kajti tega si ne izmišljujem, tako čutim. Kako spodbudim svoja čustva? Jezik je povezan z vašimi čustvi. Vi si lahko govorite na umazan in smrdljiv način, ali pa se temu izognete. Beda je izbira. Rekla sem, beda je izbira. Vi ste lahko bedni, če tako hočete, vendar sem se jaz odločila, da ne bom več takšna. Vsi okrog vas so lahko bedni in vi ste kljub temu lahko srečni, če se tako odločite. Amen. Kološanom 3:2. Hrepenite po tem, kar je zgoraj, ne po tem, kar je na zemlji. Ta konec tedna bom veliko govorila o nastavitvi mišljenja in da tako tudi ostane. Da vi nastavite svoje mišljenje, sta potrebni dve stvari. Da imate miselne ure in da namenoma mislite nekatere stvari vnaprej. Moj mož ima rad šport in ga rad gleda. Zelo rad ima golf, golf je zanj izbran šport in ga tudi igra. Vesela sem, da ima David nekaj, kar ga veseli. Veliko sva se šalila na račun tega. Vendar veste, jaz sem resnično vesela, da ima nekaj, česar se veseli. Nisem pa bila vedno tako vesela, vendar sem vesela sedaj. Veste, ko se postarate, se David ni star, ampak je pridobil nekaj let. Nekatere stvari se začnejo tako obnašati, da bi vi želeli, da bi bilo drugače. Glejte, tale noga mi bo zaspala in koliko se bo obnašal popolnoma drugače. In pred nekaj meseci sem mu rekla, kaj boš napravil? Ker veste, on je tisti uglajen gospod z lahkotnim govorjenjem, vse se vedno jema. Kaj boš napravil, ko ne boš več mogel igrati golfa? On ima zares rad golf. To je bil njegov odgovor in dober poduk za vse. Mislil sem že na to in sem se že odločil. Če bo ta dan kdajkoli prišel, bom prav tako vesel, ko ne bom mogel več iti ven.
To se ne bo zgodilo morda 10 ali 15 let, mogoče se ne bo nikoli. Ko postavimo mišljenje o neki stvari, potem nas hudič niti ne bo poskušal prepričevati, ker smo se o tem že odločili. Ste me slišali, kaj sem rekla? Pred 10-15 leti sem se odločila za delo, ki ga še upravljam in ne vem, kako dolgo ga bom še upravljala. Vendar to je moje življenje. Govoriti, učiti, pripraviti se, predavati. Takšna predavanja sem imela zadnjih 25 let. Rada poučujem. Ne znam vam niti povedati, kako rada delam to, kar delam. Takole sem razmišljala. Bog veš, če bi bila nekoč takšna, da ne bi mogla več upravljati službe, ki jo upravljam, da ne bi tedaj mislila, da sem nič in nimam nobene veljave. Nočem se tako vezati na sedanje početje, da ne bi mogla več bivati, ko tega ne bom upravljala več. Večkrat sem premislila, postavila sem si mišljenje glede tega. Če se bo kdajkoli zgodilo, da ne bom mogla več upravljati te službe, sem pred Bogom navadna Joyce Meyer s prav takšno vrednostjo, kakor pridigarka Joyce Meyer. On me prav tako ljubi, pred njim imam prav takšno vrednost, morda na drugačen način, vendar prav takšno vrednost. Nekateri ste nastavili mišljenje v nepravo smer. Vi mislite, če se to zgodi, ne morem sprejeti. Če se ono zgodi, me bo konec. Če se to zgodi, jaz sem zunaj. Samo enkrat še in me bo konec. Dajte no, nocoj vam govorim. Hudič ne more brati vaših misli. Vendar če izrečete, da je kakor samo enkrat še. Vredo je, tako. Vi lahko nastavite svoje mišljenje v čisto novo smer. Sveto pismo pravi, da mislimo o teh stvarih. V pismu Filipljanom beremo, sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, pravično, čisto in ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj, kar je postno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. Vsak dan prenovite svoj in navade. Če imate slab dan, se samo spomnite, kakšne misli ste imeli čez dan in videli boste, odkot izvirajo. Amen. Vi ne morete biti jezni in misliti na ljubezen. Vi ne morete biti jezni in imeti misli usmiljanja. Naučite se, kako mislite nekaj namenoma. Naredili boste veliko več za druge ljudi, če boste mislili, kaj lahko storite za druge. Amen. 12. poglavje Rimljanom je čudovito, vendar ena stvar je še posebej pomembna in to je, da ima Bog načrt za vaše življenje. In nikar se ne prilagajate temu svetu, ampak se tako preobražate z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Bog ima dober načrt za vaše življenje, če ga samo hočete videti in preizkusiti. Nočem samo peti hvalo o Božjih obljubah. Nočem samo poslušati nagovore o Božjih obljubah. Hočem imeti te obljube. Hočem jih videti, kako delujejo v mojem življenju in življenju mojih otrok. Jaz to tudi vidim. Vendar ne zaradi tega, ker sem poslušala pridige in nisem nič naredila. Božjo besedo sem vzela resno in jo leta in leta in leta tako uporabljala, da sem se pogovarjala z Bogom. Če se dva strinjata, potem bi morala imeti to, v čem se strinjata. Hudič je na zemlji in tudi sveti duh je na zemlji. Ne mislim, da gre samo za pogovor o ljudeh. Če se strinjate s hudičem, boste imeli to, kar on hoče od vas. Če se dogovorite z Bogom in vam bo hudič prišepetoval, da ne boste dosegli ničesar, morate reči, ne strinjam se s teboj.
Ne bom ti dala možnosti, da bi se s tabo strinjala. Rekli boste, jaz ne govorim s hudičem. Zakaj ne? Jezus je govoril z njim. Rekel je, postavi se za mano, Satan. Ko je bil v puščavi 40 dni noči, je bil skušan od hudiča, preden je nastopil javno delovanje. Če hočete služiti Bogu, se morate naučiti, da hudiča držite na svojem mestu. V službi Bogu morate vzeti v zakup, da kjer se bodo odprle mnoge možnosti, bo tudi veliko nasprotnikov. Amen. Hudič je skušal Jezusa. Če si Božji sin, on rad preizkuša vašo identiteto v Kristusu. Če si Božji otrok, zakaj se ti zgodijo te slabe stvari? Če te Bog zares ljubi, zakaj imaš te probleme v svojem življenju? Najslabša izbira je, da začnete premišljevati, kaj je rekel hudič. To je storila Eva. Začela premišljevati o tem, kaj je rekla kača. Ne vem. Tiste jabolko se mi zdi kar v redu. Čudim se, zakaj Bog ne bi dopustil. Mogoče Bog ne bi polagal pozornosti, če bi to poskusili. Ampak vsi vemo, kakšna smešnjava se je potem zgodila. Sveto pismo nam poroča o tistem trenutku, ko je Satan skušal Jezusa. Hudič je skušal Jezusa in na to nadaljuje pri Luku. Jezus je rekel, hudiču, pisano je. Povedal mi je, kaj pravi Bog o njegovih lažeh. Če hočete zmagati, se morate naučiti, kako hudiču odgovoriti. Morate se naučiti, kako pravilno misliti in ta konec tedna je prav temu posvečen. Jaz verjamem, če imate to knjigo in tudi, če ste jo že prebrali, vam bo to predavanje zagotovo koristilo. Tisti, ki nimate knjige, si vzemite zapiske iz predavanja in si jo nabavite, kajti našli boste Božji načrt. Kar vas hočem naučiti, je opisano v 12 različnih pripravah za boj. To so stvari, kako nekaj namenoma misliti. To so stvari, da lahko postavite svoje razmišljanje v pravi smeri. V knjigi predlagam, naj si vsak vzame eno področje in premišljuje o njem ves teden in šele na to gre k naslednjemu. Ko pridete do zadnjega 12. poglavja, se namenite zopet k prvemu. Če to naredite znova in znova v nekem časovnem obdobju, bo to novo mišljenje postalo del vas in bo razrečilo staro mišljenje, ko ne boste več imeli moči nad vami. Ali lahko temu pritrdite? V redu, tisti, ki ste prebrali mojo knjigo, tega verjetno ne bi radi še enkrat poslušati. Prav, nič ne škodi, če poslušate. Verjetno ste prišli predaleč, da bi šli sedaj domov. Prva stvar, ki vam jo želim povedati, na kateri morate premišljevati, je zelo enostavna. Vendar, če tega ne boste storili in premišljevali o tem, boste prišli v težave. Je čisto enostavno in želim, da premišljujete o sledečem. Jaz lahko storim vse v Kristusu, kar potrebujem za življenje. Lahko se spoprimem z vsem, kar življenje prinese. Lahko storim vse, kar moram storiti. Ne vem, kaj bo prinesel naslednji dan, vendar karkoli se bo zgodilo, lahko vse sprejmem preko Kristusa. To je v nasprotju z mišljenjem, da tega ne morem storiti. Ne vem, kakor da, če se bo še enkrat zgodilo, me bo porinilo čez rob. Da ne vem, če bom še enkrat zmogla vzeti vse to nase. Sveto pismo pravi, da imamo moč v Kristusu za vse stvari okoli nas. Ali ni to lepo? On nam daje notranjo moč, da smo za vse pripravljeni in smo zmagovalci. Mi smo samozadostni preko Kristusa. Rada imam ta odlomek, Filipljanom 4:13. Da smo za vse pripravljeni in smo stvari tudi zmožni izvesti. Za nas ni nič prevelikega, ker je Bog z nami. Mi smo zmagovalci. Veste, kakšen pomen je, ko nam Sveto pismo pravi, da smo zmagovalci za Kristusa. Jaz resnično verjamem, da smo to. Pred leti sem vprašala, kaj to resnično pomeni, da smo zmagovalci. In verjamem, da mi je Bog položil naslednje misli. Da smo zmagovalci pomeni, da preden se srečamo s problemom, že vemo odgovor. Na koncu smo zmagovalci, ker lahko storimo vse preko Kristusa, kar v življenju potrebujemo.
Bog nam nikoli ne nalaga več, kakor moramo nositi. On nikoli ne bi dopustil, da bi imeli večje breme, kot ga moramo nositi. On nikoli ne dopusti, da bi naše življenje bilo neznosno. V vašem življenju je to in če resnično zaupate Bogu, potem ni nič preveč. Saj ste se naučili pravilnega mišljenja. Mi ne verjamete? Hočete, da se posvetim še tej temi? Vi tako reagirate, ker so nekateri izmed vas toliko let ponavljali, da ne zmorejo tega ali onega in so se v to prepričali. Pravim vam, če Bog prav sedaj nekaj dopusti v vašem življenju in tega ne umakne in vi tega ne morete spremeniti, potem vam ni treba, da bi bili potrdi. Če lahko spremenite, spremenite. Če ne morete spremeniti, ne bodite potrdi. Se verjamete, da to lahko prenesete. Če ne verjamete, da to lahko prenesete, potem boste vsak dan bolj in bolj slabotni. Svetopismo pravi, to ni moja ideja. Vse stvari zmorem v njem, ki mi daje moč. Pripravljena sem na karkoli, za vse sem pripravljena. Vi veste, da vsak govori sam sebi, vendar je način, kako govorimo samemu sebi, zelo pomemben. Posebej je pomembno, kako govorimo o nas samih, o naši preteklosti in naši prihodnosti. Zelo pomembno je, da si govorite na način, kakor bi vam Bog govoril. Da ugotovite, kako bi Bog govoril z vami, se morate pogovarjati z Bogom. In to je prebiranje Božje besede. Zelo je pomembno, da imate pravilen pogovor s samim seboj o vas samih. Predvajana oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.